Dober večer. Danes bomo govorili o verizmu. To ste verjetno lahko razbrali, prepoznali, videli in slišali. Zdaj, jaz se bom poskušal verizmu kot nekemu umetniškemu slogu, načinu premišljevanja približati iz dveh strani. Prva stran bo seveda čista glasbena plat, to se pravi bo tista plat, ki jo muzikološka veja oziroma glasbeno-zgodovinska, bom tako reči rekel, najbolj prepoznava kot recimo verodostojno za to, kaj verizem tudi je. Ta druga bo pa tista plat, ko bom se spraševal, ko bom poskušal odpreti premišljevanje o tem, kaj verizem v življenju umetnosti pravzaprav sploh je, ali seveda še bolj nazorno, ali verizem v umetnosti kot takšen lahko sploh obstaja. Zdaj, verizem, kot vidite, v nekaj stavkih povedano, bi lahko rekli, da je to umetniška smer, ki je bila najprej prepoznana v opernem svetu kot izpeljanka iz italijanske besede vero ali resnično. To je nekaj, kar se je zares zgodilo. Verita pomeni resnica. To se pravi nekaj, kar je resničnega, kar se je zares zgodilo, prenešeno, prepisano v umetnost. Je torej ta recimo veristični slog predstavljal nadaljevanje tega, kar je bil predtem naturalizem. Zdaj, naturalizem lahko razumemo kot nekaj, kar povzema ideje v bistvu iz sveta narave, naravnih zakonitosti narave kot elementarne nosilke ideje, vendar pa je potrebno premisliti, kaj je to pravzaprav sploh neka resnica v umetnosti. Zato se odpira vprašanje verizma v umetnosti kot dejanskega vprašanja, ali umetnost kot takšna sploh lahko prinese resnico, verita, ali lahko to sploh prenese v kakršnikoli obliki v svoj umetniški jezik. Jaz tu tako rad premišljujem prav v smeri, ko rečem, da je to pravzaprav sploh nemogoče. Resničnost kot takšno prevesti v umetniški jezik pomeni vedno narediti že nek prepis, neko transformacijo, ki ni resničnost več sama, ampak gre za neko stopnjo, kako mi to resničnost interpretiramo. Kaj mi od te resničnosti pravzaprav sploh povemo, oziroma kaj od te resničnosti pokažemo. Boste rekli, ampak ja, če imamo nek dogodek, pa ga fotografiram, potem je to dokument tega dogodka, saj sem ga pa ujel na fotografijo in imam dokaz, imam resnico tega dogodka. Da kar jaz rečem, seveda, ni res, ne morete imeti resnice tega dogodka, vi imate samo en posnetek tega dogodka v tistem trenutku, ko ste vi stisnili na sprožilec in samo v tistem okviru, kot ga je vaš fotoaparat ali pa kamera videl. Kaj je bilo za vami, ob vas, nad vami, pod vami, ne vidite. Vi vidite tisto, kar ste ujeli v nek objektiv. Boste rekli, ja, pa bom fotografiral vse, kar je okrog in okrog. Pa tudi to postavim pod vprašaj, a je to potem tisti zares dogodek. Ne, zato, ker vam bo pravzaprav vedno, tudi če boste poskušali to posnet, fotografirati, ujeti na ton, jaz ne vem, kaj vse narediti, poslikati, vam bo vedno ušlo še nekaj. Nikoli ne boste mogli vsega tega, kar je bilo takrat ujeti. Zdaj seveda, lahko se sprašujemo, s čim pa bi to bilo možno sploh ujeti. Zgodovinarji, ki razlagajo umetnost kot nek dogodek, bojo seveda vam povedali, da je to pravzaprav sploh nemogoče. Nemogoče je zato, ker umetnost kot takšna, tudi če fotografirate, posnamete, vedno po ustvari nek dogodek. Torej, nek dogodek se zgodi, vi ga probate, ne vem, pač dokumentirati na neke načine, in s tem, ko ga dokumentirate, ga poskusite poustvariti. Gremo še enkrat pogledati, kak je to res bilo. Ampak vedno v tem še enkrat poustvarjenem dogodku nekaj manjka.
In gledalec, poslušalec, opazovalec, kdorkoli pač je, bo vedno tisti, ki bo v tem poustvarjenem dogodku lahko nekaj dodal, lahko nekaj spregledal, lahko nekaj dopolnil, lahko nekaj drugače interpretiral. Poglejte, današnji medijski svet je svet, videokamer, ki jih imate kjerkoli hočete, v vseh centrih, na vseh avtobusnih postajah, jaz ne vem, kje ga ni. Vaši telefoni, ki jih imate, so sposobni fotografirati, posneti vse, kar je pač možno, pa kar ni možno. Tisto gledajo pa na stranišnje. Ja, mislim, ampak dejansko je pa problem, kako dogodek kot takšen zajet v celoti njegove, v celi njegovi popolnosti. Spet, boste videli, da spet ne gre. Tudi, če bi hoteli zajeti tale dogodek našega srečanja danes tukaj. Je odlično, imamo kamero, ki snema večinoma mene, jasno. Kar pomeni, ne zato, ker sem zanimiv, lep pa takšen, ampak ker je to na nek način premišljen, recimo nek moment tega dogodka, kjer je to namenjeno pač poslušanju. Neki stvari, ki jih jaz povem, ki so glasbeni posnetki in tako dalje. In ni pomembno, kdo tukaj sedi. Jaz pa rečem, za sam dogodek, kot takšen, je pomembno tudi, kdo tukaj sedi. Zato, ker ste tudi vi, vsak posameznik in posameznica, ste del tega dogodka. Del tega dogodka so tudi ljudje, pravzaprav, ki niso tukaj, ki so na hodniku, v čitalnici, ne? So hkrati del tega dogodka, ker so hkrati del tega časa, v katerih se ta dogodek dogaja. In zajeti ves ta dogodek je seveda spet ne možno. Všeč mi je, da se kamera obrnila k gledalcev in zdaj gledalce posnemamo. Ampak tudi dvomim, da bo vse videla. Zato, ker eni sedite tudi za stebrom, eni sedite... Skratka, ne? Nekdo bo šel prej, nekdo je prišel kasneje. Ne? A veste, in vse to v dogodek zajet, v resnico samega dogodka je nemogoče. Boste rekli, zdaj pa bi bilo že čas, da jaz malo ustavim te konje, pa začnem o verizmu. Jaz verizem kot takšen postavljam pod vprašaj kot umetniško smer, ali res lahko pokaže resnico. Na kar bomo ugotovili, seveda, da moramo mi to vzeti z neko dost previdno mero razumevanja, kaj je to resničnost. Torej, umetnost nam bo vedno pokazala samo nek del resničnosti, ki jo umetnost v tistem trenutku želi pokazati. Ali drugače, nek del resničnosti, ki nam jo režiser želi pokazati v filmu. Nek del resničnosti, ki nam jo novinar želi prikazati v biografiji, recimo. Ali pa nek del resničnosti, ki nam jo fotograf zajame v svoj objektiv. Samo nek del resničnosti, nikoli pa resničnost sam. To je že nek tak temeljni premislek in seveda s tem temeljnim premislekom se mi lahko postavimo takoj na pot umetnosti in rečemo, ampak kaj pa je potem tisto, da pa umetnost ponuja in pokaže? Kaj pa dela? Kaže svoj drug svet, svet umetnosti. Saj ne kaže resnice. Susan Sontag, če boste kdaj želeli brati, je ena strašno zanimiva avtorica, filozofinja je bila tudi, ampak ona se je ukvarjala v eni takšni dost srednje zajetni knjigi, se je ukvarjala z vprašanjem fotografije. In knjige je tudi naslov o fotografiji, tako da če si jo boste sposojali, ne morete faliti. In se tam preprosto, dost na začetku se vpraša, kaj pa fotografija kot takšna, kaj prikazuje? Kaj je sploh to? Naredimo fotografijo, imate tudi fotografije, zdaj po zidih visijo. Kaj je to, kar fotografija prikazuje? Kaj bi lahko rekli, da prikazuje? Preslikava enega trenutka dogodka. Ok. To je kar dost dobro približek, ja? Preslikava nekega trenutka, nekega dogodka. Ne? Kaj pa, če ne kaže nobenega dogodka? Kaj, če je slikan sam nek kamen? Kulturno okolje, ali pa ni kulturno, kako že obrneš. Tam okolje. Ja, pa se vračam k kamnu. Kulturno okolje kam na tleh. Ni važno, je kmečko ali je kakršno okolje že, ne? Če se vidi... Naravno okolje. Naravno okolje, ja. Ona se je drugače vprašala. Ne? Ona se je vprašala, namreč, ali fotografija kaže nekaj, kar je bilo,
ali nekaj, česar ni več. To pa malo težje. Trajni dogodek tega trenutka. Ampak trenutek je vendar samo nek hip, nekega daljšega doumevanja nečesa. Če bi ta kamen slikali vsako minuto enkrat, ne, se sam kamen verjetno kot takšen ne bi ravno primaknil, ne? Ampak bi se pa čez nič drugega senca spremenila, bi se pa, skratka, nekaj bi se, naenkrat bi videli, da tudi če kamen slikamo samo, ne vem, vsako minuto, 2 uri, pa to primerjamo, pa ugotovimo, da v teh 120 posnetkih pravzaprav, da so razlike. Kako to? Ker vmes malo veter zapihal, ker je ne vem, kaj se zgodilo, ker so oblaki prišli, pa je ratala temnejša slika. Mislim, naenkrat vidite pravzaprav, da so ti trenutki, ki jih mi smatramo kot nek trenutni zajem na fotografiji, samo en del nekega večjega elementa. Ker boste rekli, ok, bom pač kamen slikal, en cel dan pa bom pač to imel. Ja, ampak tudi en dan je samo en del enega tedna tega kamna. Pa bom en teden ni slikal, ja, ampak tudi ta je pa problem enega meseca in enega leta. Ja, ali pa moram 10 let slikati tisti kamen, ja. Ampak tudi to je samo en del njegov, mislim, na kar vidite, da je to sistem babuške. Vedno eno v drugo, eno v drugo, eno v drugo in boste rekli, samo malo. Pa se to sploh ne izide. In seveda, Susan Sontag na koncu pove, seveda se ne izide. Samo mi moramo razumeti tak dogodek, tako sliko, tako fotografijo, kot ta dogodek, v katerega je nemogoče zajeti vse to, kar nek čas, nek dogodek ponuja. Nemogoče zajeti. Možno se zajeti samo tisti hip. Ok. No, to je zdaj že, vidite zdaj, ali verizem sploh obstaja, ne? To bi bila ena taka dobra hipoteza za eno razpravo, ne? Ali to sploh obstaja, pa bi rekli, ja, obstaja samo, če se dogovorimo, kaj to je, pa dokam to je, potem obstaja. Če pa ga razumemo kot takšnega, pa vidimo, da sploh ne more obstajati, ne? Vidnejši skladatelji tega obdobja, tak, če boste, seveda, so bili seveda slavni Giacomo Puccini, ne, za katerega predvidevam, da ste že slišali. Mascagni, Leoncavallo, Giordano, ampak ne smemo pa prezreti del, ki so jih podpisali tudi Massenet, Catalani, ne nazadnje pa Georges Bizet in Giuseppe Verdi. To je eno takšno močno obdobje, ampak že zdaj vidite, kam pes taco moli, ne? Vendar govorimo pri tem o operi. Opera je namreč kot takšna bila najbližje izrazu in možnostim izraza, kaj verizem je, ker je združevala hkrati glasbo, ta glasbeni element, in hkrati odrski element, ki je dogodek poustvaril, ki ga je ponovno odigral, poustvaril dogodek, ne? Spravi, verizem pa je nedvomno več kot le zgodba vezana na neko resničnost. Kajti, ko vi nek dogodek odnesete na odrske deske, ne, kot opero, spevo, igro, karkoli, ste pravzaprav naredili prepis tega dogodka. Niste sam dogodek naredili tam, ne. Zakaj? Zakaj? Zato, ker tudi, če je, ne vem, verizem prikazoval, tako kot pravijo, resničnost nekega življenja, prepis nekega življenja, vendar opera kot takšna, če gremo, ne vem, na kakšne slavne opere, kjer ponavadi glavne ženske osebe umirajo, ne, ker to je značilno za verizem, da je na koncu treba umreti, vendar noben v gledališču ne verjame, da je tista njihova sopranistka umrla. Kar pomeni, da je verizem že v osnovi, ker vam je prikazal to kot gledališki, spektakelski dogodek, ni resničen. Je resničen samo do tja, kot vi verjamete, da je ona res umrla. Pa da je odpela tisto svojo zadnjo arijo in z zadnjimi vzdihljaji povedala, kaj je še imela in konc. Pa, ko se pa pride prikloniti, pa rečete lahko, haha. Razumemo, zdaj, to razpoko, ki nastaja med verističnim dogodkom, z resnim dogodkom, resničnim, tudi če je vse bilo res tak. Na odru pa vendar ni umrla. Ker vidite, na koncu se pride prikloniti, kar pomeni, da je bil fake, kar pomeni, da so pa žene čez vodo peljali, ne?
Ker drugače bi pač za vsako predstavo novo pevko rabili, ne? To pa tudi ne gre, ne? Zato, ker so honorarji predragi. Preko slej bi jih zmanjkalo, ne? Preko slej vam povem, ja. Dobrih bi zmanjkalo, ne? Vse po bi pa angažirani najprej slabe, ne? Ja. Pa, ko bi se ljudje naveličali, bi pa ta dobro dali gor, ne? Da bi še... Pa kaj še blade. Ja, ne? No, ampak to je res, ne? Veste... To je iluzija potem, ne? Ja. Zato je verizem kot takšen, je možen samo do tja, ko vi verjamete v iluzijo. Ko vi verjamete v to iluzijo. Samo ta je lahko rata resnično v tem primeru, da ta igra se spremeni v lepoto, ne? Če je lepota, boš verjel, če pa ne pa. Ja, samo vi morate verjeti, ne? Bolje je to umetnost. Vi morate verjeti, koliko ne verjamete, ne more biti umetnost, ne more niti biti res, ne more biti dogodek, kljub temu, seveda, da prisegajo, da so naredili točno prave kostume, kot so jih takrat nosili, da so govorili točno iste besede, kot so jih takrat naredili, da je vse točno tako, kot je bilo, na koncu pa ugotovite, da vendar so vas žene čez vodo odpeljali, ne? Z nekimi stvarmi, ker ste verjeli v iluzijo umetnosti. Sam to jaz hočem povedati, ja? Ker je ta iluzija lepota, je v bistvu ratala umetnost. Če pa ni, pa ni. Ja, zdaj o lepoti bi bilo treba odpreti eno dodatno diskusijo, ne? Ker lepota, veste, je nek kanon. Lepota je nekaj, kar mi smatramo v nekem danem trenutku, družbenem trenutku, če tako rečemo, pa v nekem danem času, smatramo za neko normo, za nek kanon. In zagotovo to, kar je lepota leta 2015, ni bila lepota leta 1915 in ni bila lepota 1815. Kar pomeni, da tudi to ne moramo prenesti, ne moramo reči, aha, to je pa večna lepota. Ne? Mi lahko govorimo o nekem kanonu nekih pravilnosti, mi lahko govorimo o nekem kanonu razumevanja tega, ne moramo pa reči lepo, ne? Ker lepo je nekaj, kar je dogovor. Kar je dogovor nekega časa in nekega družbenega konsenza. Tisto je lepo in tisto je tudi pravilno. Lahko. In tisto je... To je malo strašljivo, ne? Ampak ne. Kako izkočijo znanstveniki narediti nekaj lepega, mislim, kot materialno. Pa ni lepo, ne? Je samo šablonsko. Ne, to je stvar časa, pa ne vem, kako bi rekel, v določenem obdobju ena stvar lahko lepa, čez 100 let pa ni več toliko interesantna. V trenutku je tista stvar lahko samo lepa. Ne more biti drugega. Ja, tako je. Ampak samo v tistem trenutku. Ja, čez 100 let je pa kaj drugega, recimo. Ker gre za normo. Gre za normo, ne? In norma je tista, ki se pa spreminja z celim kupom nekega družbenega dinamičnega ravnovesja, ne? Dogovorov, unega, tretjega, to je lepo, ne? Obstajajo kanoni lepote, vse obstaja grški kanon lepote, pa obstaja rimski kanon, obstajajo kanoni lepote, ki so bili takrat kot, recimo, postavljeni kot nek ideal. To se pa seveda skozi dinamično družbo spreminja. In ne moremo reči, da je nam leta 2015 ali pa 16, smo zdaj že Madonca, da sem že pozabil, da smo vmes imeli novo leto. Ne moremo reči, da je bilo to isto, da je to zdaj isto nekaj lepega, kar je bilo lepo 100 let nazaj. Ne moremo reči. Lahko pa opazujemo, to vam pa dam prav, lahko pa opazujemo, kaj je bilo takrat lepo. Pa rečemo, aha, takrat je to veljalo za lepo, ne? Danes velja pa to za lepo. In lahko opazujem, to pa vam dam prav, ne? Takrat je v tistem danem trenutku to lahko veljalo, ne? In, veste, umetnost kot takšna, po eni strani lahko stremi za lepoto, po drugi strani pa sploh ne. Pa umetnosti lepota kot takšna ne zanimajo. Zanima lahko tudi cel kup drugih stvari, ki nima z lepoto nobene veze. Ni umetnost samo tista, ki je lepa, ne? Ni, sigurno ni. Ker ni edino merilo umetnosti lepota. Se to da lepo primerjati z modo oblačil. Recimo, ker je danes nekaj moderno pa lepo, pa je nasplošno priznano kot lepo. Ja, sam ali moderno ali pa je lepo, ni nujno, ne? Ja, no,
Ok, dobro, je res zanimivo, ampak recimo, da je sprejeto kot lepo. Čez 50 let bo to čist nekako. Ja, ampak zato se pa ravno reče moda. Moda se spreminja. Ja. Medtem ko v umetnosti se pričakuje, da imamo več stalnic, da imamo nek kanon, ki velja, kar je veljalo za časa Mozarta, pa Beethovna za dobro in lepo in ne vem, kaj še se bi veljalo še danes. Ni nujno. Ne? Ni nujno, zaradi tega, ker se pogledi na te stvari spreminjajo. Lahko pa rečemo, ne, in to dam gospodu prav, lahko pa rečemo, v tistem času je to veljalo za višek neke lepote, ker je bilo to in to in to, ker je zadostilo kanonom tedanjega časa. Ampak ti kanoni so se medtem zaradi dinamike nekih razmerij spremenili in več ne spadajo v iste kanone današnjega ali pa prejšnjega desetletja, stoletja in tako dalje. Zato mislim, umetnost ne zanima samo lepota, ne, takšna. Zato pa imamo tako glasbo in take scene. Recimo, pod tako ne razumem, kaj ste mislil kot tako glasbo? Elektronska in tako naprej. To je v bistvu industrija. In scena je tudi ratala industrijska. Danes se, če boste gledali gledališče, če boste gledali film, ali pa reklamni spot, karkoli, uporabljajo ozadja elektronske naprave, izdeluje fraktale in šibajo po ekranih žarke, potavžen, 10 tavžen in tako naprej. Ogromno ene strojne opreme za to laufa, da se tam prikazuje neka zadeva, ki pa blage veze nima s predmetom, ki pred njo stoji, pred to sceno. Včasih so bili umetniki, arhitekti, slikari, mizarji, če hočete, ki so sceno postavili v skladu z predstavo. Danes to šibajo na elektronko, pritisne en tehnik gumb in to šiba tistih, ne vem, koliko kilovatov, da to ozadje nekako ustvarja kot neko iluzijo, ki pa stvarnostjo nima čisto nobene zveze. Potrgan, odštekan do amena. To je kaos. To je popolnoma zgrešen. Govorite o gledališču, recimo, gledališki predstavi. Tudi gledališča imajo isto, zato ker morajo imeti ekonomično sceno, pravijo, pa naredijo tako. Ne? Ja, ampak če odštejete dejansko mizarja in materijale, boste ugotovili, da je on tam bistveno cenejši, ko stisne na knof. Ja, on je cenejši, ampak nič ni pokazal, nič ampak ni umetniškega. Včasih narabaš strašne kulise, da ti zastopaš, kaj so hodil povedati. Vse dan danes se pravzaprav produkcija umetnosti gleda pravzaprav čisto ekonomistično. Se ogleda tako, koliko imamo mi inputa finančnega in koliko dobimo mi outputa. In če dobimo večji output, potem smo zmagali. Če dobimo pa manjši output, pa umetnost odpade, nima prav dosti prihodnosti. Ker če smo pa vložili toliko, pa dobili tako malo ven, pa si vi s to gledališko igro, ne vem, karkoli glasbo, kar odpišite. Pa kaj smo dobili od tega, mi kot gledalci? Ja, to je pa drugo vprašanje. Sej vas tale industrija kot takšna, vse ste omenili industrijo, ta industrija kot takšna vas, kot gledalce in poslušalce, sploh ne zanima. Vsaka ta industrija vas vidi pravzaprav kot odjemnike nečesa, kot naročnike na neko televizijsko naročnino. Sej njim je čisto vseeno, kaj oni po televiziji, po onem vašem kablu pripeljejo vam hišo. Njim je samo važno, da vi plačate naročnino na kabel. Nič drugega. In da si jim splača. In vi ste odjemalci, vi ste konzumenti, vi ste odjemalci, vi niste gledalci, pa poslušalci, pa bravci, pa ne vem kaj še se. Vi ste odjemalci nekih vsebin, nič drugega. Mi smo poslovni partnerji. Ja. Solventni. In če ima neka gledališka predstava ali pa tudi koncertna predstava, ni važno. Če ima, ne vem, zaplačati toliko posameznikov in posameznic, ki bojo to izvajali, plus dirigent, plus, ne vem, še lučka, to se štejejo skupaj in rečejo, mi moramo prodati toliko vstopnic, da smo na pozitivni ničli. Če prodamo več, smo bili pa uspešni, če pa prodamo manj, pa bom jaz službo zgubil. In je čisto vseeno, in če oni ugotovijo, da je bolj poceni, da nekdo stisne tam na en knof, pa se tam pojavi slika nečesa, in je to cenejše kot nekdo, ki bi to iz lesa zbil skup, pa mizar, ki bi to lepo pobarval, pa ne vem, kaj vse naredil, bojo oni rekli, ti mizar, ti to delaj doma za sebe, mi imamo pa to tukaj, je to bolj
poceni in še hitreje in nimamo vsega vašega lesa tu, pa ne vem česa še vse. Je pa vprašanje, ali imate vi kot gledalec več kaj od tega ali pa manjkat od tega. Zato tudi vaša pripomba ni tak mimo, ne? Saj razumem, saj je podobno vratom, ne? Jaz zmeri rečem, da je včasih v bistvu igra zelo zadovolji, če me je pripravil tisti, ki je to režiral, da sem jaz kljub minimalistični sceni ujela čas pa trenutek, kaj hotel povedati. In to se meni zdi super. Ne rabim, da je vse, tam je soba, tam je slika na steni, tam je vaza, tam je... Ne rabite imeti sliko pa vazo tam, ne? Ja, ampak da sem s tisto minimalno sceno vedela, koga je bistvo tega, ja. In to je meni veliko. Ampak zakaj? Ravno to, kar zdaj 2 leti pa pol že govorim, zato ker vsakršna ukvarjanje z umetnostjo ali pa vsakršna umetnost je v bistvu prepis nečesa v iluzijo. Iluzija nečesa. In vi morate znati to iluzijo v bistvu interpretirati. Interpretirate kot sobo tudi nekaj, kar je sem podobno sobi. Interpretirate nekaj kot vazo, tudi če je sam tam senca nečesa. To se pravi, ampak da plus tisto me do tega pripravil, da sem jaz to videla. Mislim, videla. Pa še bolj poceni je naredil. Da sem si predstavljala, ne? Ja, pa še cenejše je bilo, kot če bi tam eno vazo tja postavili. Ja. Sploh nisem gledala z te materialne... Ja, pa kje? Ja. Na koncu je vedno črta, koliko to ostane. Jaz tudi gledam doma, da skuham, mislim. No, vidite. Iz minimalnih stvari, da je pa na koncu zmer dobro, ne? Ja, no vse. Kaj pa je kuhanje drugega kot gastronomska umetnost? Kaj pa je to umetnost? Če mi vse računalnike, ki za to delajo, skup se štejemo, pa pogledamo stroške tega, pa bomo videli, kje smo, ne? Mi se sami sebe varamo s tem, da ta tehnologija naredi neko stvar cenejšo. Dejansko ne. Tisto stvar, ki je bila narejena po stari metodi, si lahko uporabil še 100-krat ali pa več, to pa v tistem hipu zginjenju ni več. Dobar, to se bomo oddali. Ja, na narisan stol se ne morem sesti, ne? To je res, ne? Ampak če to služi... Ja, ampak če to služi temu, da jaz razumem, da bi naj tam bil en stol, je pa ceneje, kot da stol kupim. Mi smo priredili večer božičnih pesmi, tam je v Tacni Gosilski dvorani in ljudje so bili bolj zadovoljni, ker smo samo na odru, ki je bil z berezovimi vejami obdan, pel, kot pa če bi v Cankarju poslušali vso to bedarijo, vso elektroniko vzadnje. Pa pejte v Cankarju publično. Ja. A je to? Pa to je tudi vprašanje publike, ne? Tudi vprašanje publike. Ja. Ampak so imeli doživetje. Ja? Pristno doživetje. To se tam pa ga nismo imeli. To moramo vprašati, ki so vas gledali. Ja, niso vsi zadovoljni in danes smo še na zdravo. Ok, jaz sem za to, da vseeno nadaljujem. Ok, lahko bi torej rekli, da imamo neko popolno nasprotje med nekdaj veliko opero, ne? To spravi, nasprotje med veliko opero, to spravi neko opero fantazije, ki sedaj prikazuje tedanje resnično življenje, katerem je polno nekega nasilja, strasti, čutnosti, drugih žalostnih resnic, ne? Opere verizma, prikazovanje verističnih del, je ponavadi seštevek točno tega. V verizmu imate zelo malo ali pa skoraj nič veselo iger, radostnih scen in tega, ne? Verizem hoče pokazati na odru in v glasbi in v vsem hoče pokazati pravzaprav neko žalost življenja, zelo močne čustvene povezave, hoče pokazati strasti, hoče pokazati seveda nasilje. In z verizmom se tudi končuje zaključevanje nekih umetniških del s prejšnjim tipičnim srečnim koncem. Prej ste imeli dostikrat nek happy ending na koncu, kako fino je, kako podobno. Tega v verizmu pravzaprav skoraj da več ne najdete. In smatra se v tem obdobju, v tem izmu, se smatra, da šele to pokaže pravilno sliko življenja, ki je žalostno, težko, duhamorno, tragično in td. Pod to se seveda lahko zelo hitro vsak od vas podpiše. Zato, ker vsak lahko najde v svojem življenju, lahko najde tele tragične, žalostne in ne vem,
usodne zaključke, ki niso prav zelo veseli. Zato, ker vesele zaključke hočemo smatrati kot tiste dobre in samo po sebi umevne, na onih tragičnih pa mi hočemo graditi seveda ta naš občutek, recimo, moči, sem premagal nekaj, sem se postavil ponovno na noge, ko me je spodletelo. Tisto vam daje nek res dober pečat. Zdaj pa zakaj, ne? Pa ste rekli, ampak zakaj bi ljudje, samo če so žalostni, pa tragični, pa ne vem kaj še vse, bili zadovoljni? Ste rekli, a gre to za nek tak mazohistični princip, to spravi, veseli ljudje nočejo, mislim, žalostni ljudje so pa zadovoljni z življenjem, ker jih tepe po glavi, ne? Ker jim nekaj odzema, ker jih muči, v mučenju je pa radost, ali kaj, ne? To je ta mazohizem, ne? Ne gre za to, gre za tisti dost ukoreninjen moment v človeku, da samo, če ste se za neko stvar morali nadnaravno truditi in se odpovedati celemu kupu stvari, potem ima to neko vrednost. Če vam je pa zlati cigu kar padel tak daroče, pa ga imate, boste rekli, pa sem ga pa kar tak dobil. Če ste pa morali za to vložiti ogromno nekega dela, garanja, onega, tretjega, ste rekli, vidiš, zdaj sem si ga pa zaslužil. Nisem ga kar dobil, ampak sem si ga zaslužil. Gre za to vrednost nekih stvari, ne? In življenje je vredno, ne? Tako razlagajo ti verizmi, življenje je vredno takrat, seveda, življenja kot takšnega, če smo res skozi neko tragično, usodno in ne vem, takšno srečanje prišli pravzaprav do nekega dobrega zaključka, dobrega spoznanja, uspeha, ne? Vsega tega, ne? Potem je to nekaj vredno. No? Če sem omenil prvega, sem omenil seveda Giacomo Puccinija. Letnice vam navajam ne zato, da jih morate znati, zato, ker jih ne bom spraševal, ampak gre za to, da nekako v sebi vidite o obdobju, ki govorim. To ni obdobje 500 let nazaj, ne? Ampak vidite, da ne gre za niti ne 100 let nazaj, ne? Ko je gospod Puccini seveda umrl. Bil je italijanski operni skladatelj, njegove opere predstavljajo nek železni repertoar praktično vsakega današnjega opernega gledališča po svetu. Pomembnejša dela recimo Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, Turandot. To so recimo te res njegove velike. Turandot leta 26, to ni pomota, ampak je imela to spravi, premiero, posthumno premiero je imela, ne? Zato sem jo zapisal tam, ne? Ok. Torej, to so res njegove velike opere in če poznate kaj od tega in verjamem, če ste vsaj delno nekako glasbeni entuzijasti in ljubitelji to vrstne umetnosti, da ste spoznali vsaj kakšno od njih, ne? In ko ste spoznali vsaj kakšno od njih, ne morete niti za eno reči pravzaprav, da vsi preživijo, ne? Ne? Na koncu vedno nekoga zmanjka. Na koncu je vedno nekdo tisti, ki je bivši, ne? Seveda, hočem vam pokazati nekaj odlomkov, ravno zato, da ujamemo v bistvu tudi ta glasbeni slog. Kako? Ne glasno, da ne, sem prej šumila, pa sem... Aha, ok. To je kot film, ne?
če zdaj ustavim, to je zadnjo dejanje, ne? Opera je Mimi, ne? Mimi, kot veste, umre. Ne? Zdaj pa, zakaj sem vam to hotel pokazati? Ker je, tu pa je nek paradoks, ne? Nek paradoks, ki je pravzaprav paradoks te opere kot takšne, mislim, opere verizma kot takšne, ne? Bolj je ena stvar žalostna, tragična, ona umira, stvar se očitno ima za zaključiti, bolj je glasba lepa. Harmonična, melodična, mislim, ste rekli, to je pa paradoks, ne? Bolj je to žalostno, bolj je tak, da res, mislim, moj Bog, kaj se bo zdaj zgodilo, ona umira. Bolj te glasbe pružame. Bolj mora biti glasba lepa. A vidite to? In zdaj pa seveda, verizem kot takšen lahko podpiše. Bili so umetniki in umetnice, bili so, ki so živeli v bistvu iz rok v usta, saj imamo to v zgodovini zapisano, ki niso imeli niti za kos kruha, ustvarjali pomembne stvari, zanimive stvari in so pravzaprav umrli od lakote, umrli od podhranjenosti, umrli od tuberkuloze, umrli od bolezni, ki so ustvarjali in se gibljali v polju umetnosti, vse zato je naslov La Bohème, to se pravi umetnik. Ne? In ko pa to združite, pa vidite seveda, da je ta žalostna plat tista, ki žene ljudi v neko posebno ustvarjanje, v nek poseben lep moment nekega premišljevanja. Ne? In ta razkorak med recimo žalostnim življenjem, žalostjo, ki jo prinaša smrt in ločitev dveh, ki se imata očitno rada, ne? Z lepoto glasbe, ki je, in hkrati vednostjo, da je to njuno zadnjo srečanje, ker mi umre, je to veristično vprašanje umetnosti, ali je to res še v nas resnični dogodek, recimo kot posnetek resničnosti, ki so jo umetniki doživljali. Ste rekli, ja, zdaj, a so oni res tak bili žlahtno lepi na koncu, predno so izdihnili, kaj? Ne? Ste rekli, to že v temelju ne more biti res, ne more biti verizem, ne? Kaj je potem tistega, kar je verističnega? Kaj je potem tistemu, kar sledi verita? Ja. Že vem kaj. No, izvolite. Po en stran glasba kot umetnost z njeno lepoto, vsebino, po drug stran vizualno, bi rekel, prikazivanje enega dogodka, ki je estetski, ki je prijeten, ki je privlačen, najti dovolj. Upam, da sem vse povedal. Ja, ampak kakšno vezo ima to z žalostno smrtjo? Mimi, ki bo čez 4 minute umrla. Dovolite. Ja, izvolite. Glasba je žalostna, vsebina glasbe in vsebina dogodka. Ampak po drugi strani pa estetika tista, ki daje čar, vizualna recimo, ki nima zveze z glasbo. To je samo komponirano, združeno z drugim. Ja. Je to v bistvu en kompromis, paradoks, ko ste rekli. Ja. Ampak je pa v končni fazi je pa lepo. Doživetje je lepo, čustveno, ne vem kako. Zanimivo je nekaj, ne? Jaz mislim, da ste ujeli pravo idejo, ne? A ste kdaj doživeli, zagotovo, a ste kdaj doživeli, ne vem, sliko, glasbo, karkoli, pesem, roman, ki je bil tako lep, tako grozno lep, da je bil tako grozno žalosten. Da je to na isti strani tehtnice. Ali to isto ljubezen, recimo, ki je lepa, po drugi strani pa tragična. Mislim, čisto kratko rečeno. Ja, ampak to je ta paradoks, ki ga pravzaprav mi v sebi občutimo. Mi občutimo eno stvar tako lepo, tako žalostno, tako hkrati lepo in žalostno, da je to na eni strani. To ni na eni strani, da je žalostno, na drugi pa je lepo. Boste rekli, kaj pa bi veselo potem? A veselo je pa pol žalostno, ali kaj? Če je tu lepo pa žalostno, kaj pa pol veselo? Veselo in žalostno, ali kaj? Ne more biti na obeh straneh žalostno, ne?
A vidite paradoks, ne? Človek je sestavljen pravzaprav iz enega zanimivega premišljevanja. Konec vam še pokažem, ker je res No, to je res tak tipičen... Kaj je to tako brenči? A kabel? Če bi dal tukaj glasneje, pa da mestem bolj potiho, pa mogoče ne bi tako. Tu je ful odprta. Kaj pa tle? Tudi. Če tam probate. Bom dal en drug primer, ne? Kak breči, ne? Ok, gremo tosko. Moram malo nazaj dati. To. Tosko poznate? Opero? V obeh primerih je šlo za smrt, ne? S tem, da tu ga je ubila, ne? Skarpija, ne? Tu ga je ubila. Pa ona ni nič lepega zapela, on pa tudi ne, ne? Ker je nekaj manjkalo, ne? Ste pa vi omenili. Manjkalo je ljubezen, ne? To je pa sovraštvo. In to je pa nekaj, kar je pa seveda veristična opera hotela ravno pokazati, da obstaja nekje resnična ljubezen. In to je resnica, ki jo lovi, ne? Resnična ljubezen, ki gre preko vseh meja, ki sprejme, razume vse, kar je možno, in da obstaja na drugi strani resnično sovraštvo, ki je sposobno bojev, ki je sposobno vsega tega, kar pravzaprav tudi pokaže. To je resničnost, ki jo kaže ta nova smer umetnosti. Ne, da se je to zares zgodilo, ampak resničnost nekega emocionalnega stanja. In kaj je človek v nekem emocionalnem stanju sposoben narediti? Absolutno. V afektu tudi ljubiti. V norosti ali pa v žalosti tudi tako ljubiti, kot je bil konec La Bohema. Tako lepo popeljati nekoga. To je resničnost. In to je tisti verita, ki se skriva pravzaprav za tem opernim dogodkom, ali je to v resnici tako bilo ali ne. To se nas ne tiče. Nas se tičejo te stvari, o katerih ta opera prične govoriti. Ali so ta čustva, so te stvari, o katerih opere govorijo, lahko resnične. In to je to, kar pravzaprav komponisti začnejo naenkrat izluščiti, kar komponisti naenkrat izluščijo iz svoje zgodbe. Recimo, znamenita arija iz
Turandot, ne? In tako dalje. Verjamem, da poznate to melodijo, ne? Zdaj pa čutimo, ne? Kako resnično preliti čustva, čustvena stanja, emocije v nekaj, kar lahko samo glasba pravzaprav ponudi. Beseda, ok. Ampak če bi zdaj sam brali libreto, je en del zgodbe, je pripoved o tem, kaj on želi povedati. Na kak način želi povedati, je pa lahko samo skozi glasbo. In Puccini je seveda se tu približal, recimo, stilu verizma, prav zaradi tega, ker je znal, tako kot prej Uboj, tako kot prej Smrt od Mimi, tako kot zdaj pravzaprav v ariji Nessun Dorma, položiti čustva v prave note, ki vzbudijo ta čustva ali pa ta emotivna stanja v poslušalcu in poslušalkah. In to je verizem, resnično doživljanje čustev. Ne zgodb, ne zgodb. Dostikrat se hoče razlagati verizem zgolj kot nek zgodbopis tega, ne. Ok. Drug tak komponist je bil seveda Ruggero Leoncavallo. Zdaj, vidite, vsi so živeli nekako na prelomu stoletja. Je bil italijanski operni in tudi operetni komponist, deloval pa je kot glasbenik, kritik in libretist. Pomembno je tukaj, da je on za vse svoje opere si pisal librete sam. Je bil tako kot Richard Wagner, o katerem sem jaz že govoril, zato ker je rekel, da je beseda utelešena glasba, je samo glasba z nekim drugim pomenom. Kajti beseda sama v sebi že ima pravzaprav svoj napev, že ima svojo melodijo. In ko jaz povem nek stavek, je rekel, ne, ko ga ubesedim, pravzaprav note sam še napišem zraven, ker jih že imam tak ali tak v besedilu samem noter, ne. Pomembna dela, paljači, to spravi ti njegovi glumači, ne, Medici ali Medičejci, kralj Ojdip, to spravi, on se pa vrnil, kot vidite, že pravzaprav vsaj po zadnjih dveh, ne, se vrnil pa v zgodovino. Je pa iskal v zgodovini te velike mite in je seveda poskušal skozi zgodovino ta resničnostni moment loviti. Ne, kako je bilo res v zgodovini, ne, ampak ta čustveni verizem v operi seveda poiskati skozi zgodovinske zapise, ampak skozi besedila, ki jih je sam pisal. No, zagotovo poznate arijo. Plasida. Iz glumačev, ne? Opozarjam vas na način podajanja, ne? Govori, poje, hkrati malo govori, malo poje in hkrati to afektirano glasbeno govorico uporablja, ne? Afektirano, čisto čustveno nabito, ne? Njemu gre, bi lahko rekli, njemu gre za res, ne? On za res to doživlja. To ni opera, recimo, Bufa ali pa tista opera, ki se je recimo v času Mozarta izvajala, ko se je pevca ali pa pevka sta se postavila na oder, pa svoje kolorature gor pa dol šibala, ne? To ni to. To je pomembno vse čustvo, vse, kar pravzaprav pevec ali pa pevka dajeta noter v vlogo. Smeh je del predpisanega, seveda notnega ali pa melodičnega materiala, ne?
čustvenega odziva seveda v prejšnjih operah ne boste na ta način našli. Ne. To so res eksponirane vloge, ki seveda same od sebe kličejo v bistvu v to. In pa, recimo še odlomek iz Kralja Ojdipa. Tisto, ne? Močno čustveno nabite melodije, orkestracija, vse to. No, in s tem seveda so se sprijemali tudi komponisti, kot so bili seveda Giuseppe Verdi, eden od večjih italijanskih opernih skladateljev, verjetno največkrat izvajan na vseh svetovnih koncertih in opernih odrih. Ne? Najbolj znane opere sem vam jih en par naštel, zagotovo, če niste jih videli, ste vsaj slišali za njih, ne? Nabucco, Macbeth, Rigoletto, Troubadour, il Trovatore, La Traviata, Paolo in Maskera, to spravi Ples v maskah, Forza del Destino, to spravi Moč usode, Aida, Otello, Falstaff in seveda on je pa tudi napisal Requiem. Ne? Ampak, ok, nekaj teh imen ste zagotovo že ujeli in seveda ravno tako lahko rečete, da tako, če se spomnite tehle oper, nobena se prav res veselo ne konča, ne? Ja, no, ja. Ampak, recimo, pogojno, ne? Pogojno, ne? Ampak drugače pa so to dosti tragični liki, ne? In spet s tem, da je bilo nekaj res od tega, nima toliko veze, kot ima veze s tem, da so seveda stvari lahko resnične v čustvih. Nabucco je sploh ena takšna posebnost, ne? Tale zbor, ne? Ja, ki velja v Italiji še danes, velja pravzaprav za neuradno himno. In Verdi je namreč pisal to v času združitve Italije. Italija je bila razkosana, ne? Na cel kup delov. Dobro, in tako dalje, ne? To bi lahko poslušali, ker je izjemno lepa. Ne? Zdaj, seveda, ko gledamo to iz tega verističnega momenta, ne, spet se lahko vprašamo, ali je to res bilo tako, zagotovo sužnji niso prepevali, ko so jih gnali v stran, ne? Ampak nam pa vzbuja prava čustva ob tem, ko razumemo, zakaj tukaj gre. In še danes lahko v Italiji, še danes lahko doživite v gledališčih, kjer se Nabucco izvaja, da ljudje ob tem zboru vstanejo. Stojijo, kot da bi himno peli, ker je to neuradna himna, neuradna ljudska himna združevanja ali pa združitve Italije. Ljudje so tako še vedno čustveno navezani na to Verdijevo, recimo, melodijo. Okay? In to je tista resničnost, ne? To je tista resničnost, ki jo pravzaprav glasba kot takšna lahko zapolnjuje in kateri lahko sledi. Potem zagotovo poznate arijo iz Traviate.
napitnica, ne? Po tej strani, če bi tole poslušali, bi lahko rekli, ok, opera Veselo igre, tisti, ki poznamo opero Traviata, ne? Vemo, da nima ravno veselega sporočila, ne? Traviata, veste, kaj pomeni Traviata? Zgubljenka. Ja, zgubljenka, Traviari pomeni tudi zapeljevati, ne? Zapeljivka, ne? Ker hecno je včasih, ker so v slovenščino prevedli opero La Traviata v Traviata, ne? Kaj pa je vloga Traviate? Kdo poje Traviato, ne? Se je reklo, kdo pa bo Traviata? Noben ne bo Traviata, ona je Violeta, ne? Sprej, Traviata ni ime, ne? To ni Franc, ne? Pa Jožica, ne? Ona je zapeljivka in ne morete italijanske besede La Traviata prevesti kot Traviata, ne? Sam da la vzamete v stran, ne? To ni to prevod, ne? Ona je zapeljivka, ja, in zadeva je seveda tragična, ampak tale odlomek sem vam hotel pokazati o tem, zato, ker je Verdi veljal v svojem času pravzaprav za takšnega mojstra popevk, ne? In to so popevke, to so več ali manj popevke, ki grejo izjemno v uho, ravno tako njegova Aida. No, tu se pa nič ne dogaja, tu pa nič ne prepevajo, ne? Tu je pa sam tale svečani marš, ne? Ki je pa tudi seveda neka taka svečana glasba, ampak če poznamo Aido, tudi vidimo, da ni ravno veselo igra, ne? Ok, potem na tem popotovanju seveda je pomembno, da se vprašamo, ne? Ali je naloga umetnosti, da čim bolje posnema realnost? A je to naloga umetnosti? Ne, potreboval bom še nekaj. Aha, boste dali, ok. Ali je naloga umetnosti, da čim bolj posnema realnost? A je to naloga umetnosti? Zagotovo ne, ne? Ne. Ne, da umetnost, da posnema realnost. Realnost imamo, ne? Zakaj bi pa umetnost posnemala? Umetnost dela umetne svetove, ne? Dela nekaj, kar je umetnega, ne? Ja, iluzijo nečesa. Ne da posnema, ne da je čim bolj podobno nečemu, kar je zares tam. Abstraktnost. Iluzija. Jaz bi ostal na besedi iluzija nečesa, ne? To je isto kot Primičeva Julija, ne? Ona je kot upisana lečutica in ne vem kaj vse, ampak v bistvu se ni bila nič posebnega. Ja, on jo je tak videl, ne? Kaj mi vemo, kako jo je Prešern videl, ne? Očitno jo je videl drugače kot mi. Celo šantala in tako naprej, ne? To se pravi, nimam mene vede s stvarnostjo, ne? Ja. Ampak ideal je pa vzel, ne? Ja, saj. Ideal, ne? On je videl nekaj, kar mi ne vidimo, ne? Sej anekdota pravi tudi, da je bila puklasta, zato ker je napisal, ti si kriva. Ljubezniva, ne? No, šala na stran, ampak sej, mi ne vemo, kako je on videl, ne? To je to. Ok, kaj je realnost glede na umetnost, ne? Ali sploh, kaj je realnost glede na umetnost? Realnost je nekaj, kar mi doživljamo, ne? Umetnost pa je nekaj, kar ustvarjamo. To je največja razlika, ne? Realnost doživljamo. Doživljamo dan kot takšen, hojo, sprehod, mraz, ne vem kaj še vse, ne? Umetnost pa ni to, ne? Pa nekaj, kar ustvarimo, kar umetno ustvarjamo, ne? Kakšen je smisel umetnosti, ki poskuša biti vse bliže resničnosti, ne? Kakšen je smisel? Nima tega smisla, ker ni več umetnost, ne? Kaj mi živimo danes vse bolj umetnih svetovih. Ne vem, ali ste bili kdaj v kakšnem tem zabavišču Disneyjevega sveta, Disney World, ste bili kdaj? No, Disney svet, Walta Disneya, seveda posnema realnost, ne? In vi lahko vstopite, ne vem, v egipčansko piramido, vi lahko vstopite, ne vem, v zgodbo 2000 mil pod morjem, v te umetne svetove, ki izgledajo kot realni in da vi občutite, kot da bi bili zdaj v realnosti v neki egipčanski piramidi, ne? V resnici pa ste, ne vem, v Parizu ali pa ste, kaj zvem, v Italiji, ne? Ker stopite ven, pa ste spet na... Ja, tak, ok. Ali je opera Carmen, recimo, ne? To je ena od oper, od Georgesa Bizetja, verjamem, da jo poznate, ne?
Veristična zato, ker je verjetna, ali zato, ker se je to resnično zgodilo. A se je res to zgodilo? A poznate opero Carmen? Ok. Vemo, kako konča, ne? Kako konča? Veselo? Kako konča? Kdo vse? Ja, njen ljubi, dragi bikoborc, ne? In ona tak isto sama, ki jo je zabodil, pa njen prejšnji ljubi, dragi vojak, ne? Pa še bik, ja, to, ampak bik nima nič, pri tem bikova naloga je, da tam to naredi, ne? Ampak je to verjetno, ali se je to res zgodilo? Verjetno pa je. Ja. Sploh se ne sprašujemo, če se je res zgodilo, ne? Kar pomeni, mi se ne sprašujemo, kar je sploh zanimivo, ne? Mi se ne sprašujemo, ali se je to res zgodilo, ne? Se to danes kdaj sprašujete, ko gledate poročila zvečer na televiziji, ali se je to res zgodilo, kar jaz gledam? Ali je samo verjetno, da se je to zgodilo? Kako veste, da se je to res zgodilo? Ne vem. Ne veste? Seveda ne veste. Je pa verjetno, da se je, ne? Ampak mi smo pripravljeni, ne, to je res zanimivo, ne? Mi smo pripravljeni verjeti v neke dogodke, v neke stvari, ki se nam iz sliko in zvokom pokaže in se reče, danes ob 4 popoldne je bilo pa to. Zakaj pa je bilo to, mislim? Jaz pa ne verjamem, da je bilo to, ker nisem bil tam. Ti, ker nič ne verjameš, ker tak nikoli ne verjameš. Ne? Pa izpadete na ta način, da ne verjamete stvari, ne? Ampak dejansko ta verizem sploh ne teži k temu, da bi posnemal to, kar je res. Ampak gre za vaša čustva. Gre za resničnost vašega doživljanja. Doživljanja teh stvari. Za eno večjih odrskih sodobnih, ampak v narekovaju verističnih zadev, ampak hkrati gre za modernistično zadevo, odrskih del velja glasbena monodrama, dramski monolog Pričakovanje, oziroma originalno Erwartung, Arnolda Schönberga, naredil jo je Arnold Schönberg, zapisal jo je leta 1909, leta 1931 je bila pa premiera simfonike od BBC-ja, besedilo in ideja pa je napisala, to se pravi, besedilo in idejo pa je dala Marija Pappenheim. Zdaj, tisti, ki bi se ukvarjali, bi lahko ugotovili, kdo je ona bila, kakšne povezave je bila z njim, njena sestra in tako dalje, ampak to pustimo za tiste, ki jih to bolj zanima. Gre bolj za to, da bi vam rad pokazal samo ta monodramski operni, recimo, moment. Ker cela ta opera, ki jo je napisal Schönberg, je dolga 26 minut. V njej nastopa pravzaprav samo en ženski lik. To je vse, kar je. Ta ženska, Erwartung, to se pravi pričakovanje, pričakuje svojega dragega. Mi vidimo, kako ona pritava na oder, kdo sem, kje sem, kaj sem, pa ni filozofinja, ne? Pride na oder in pravi, moj dragi bi že moral biti tu, kako da zamuja, la. In začne o tem razmišljati in razpreda, tam nekje na sredini približno ga najde, ne? Mrtvega, ne? Jasno, ne njega, ampak kakorkoli, ne? Ker ni druge osebe, ki bi nastopala, najde njega tam, ne? Nakar skozi celo zgodbo, ki jo ona pove o tem, ugotovimo, da ga je pravzaprav ona ubila. In ona nič drugega, ko v tistem premišljevanju, ona za nas premišljuje, kaj se je v njeni glavi zgodilo, kaj se je pravzaprav sploh zgodilo v najkrajšem možnem času, in Schönberg sam je to rekel, da je poskušal sekundo ali pa trenutek, ki ga človek v nekem svojem deliričnem stanju doživi, raztegniti v času. Ampak to je pa point tega verizma, ki ga je želel on prenesti, predvsem v tem čustvenem momentu, to se pravi, njega je zanimalo nek čustven naboj, njega je zanimalo pravzaprav to čustveno labilno stanje, ko pride do umora človeka, ki ga ljubiš. Zato, ker je ona pač, vsaj vmes pove, ker je spoznala, domnevala, sumila, da je on varen. Zdaj, ali je to res ali ne, ni važno. Ampak ona je prišla do nekega afekta in je to naredila.
Spet ni pomembno, ali ga je, ne vem, strelila, zabodla, zadavla, razčetverila, karkoli, spet ni pomembno. Ne? Gre za to, da je ona seveda v nekem afektu to naredila, cel čas, vseh 28, 26, 28 minut, pa ona o tem premišljuje. Saj ne bom vam 26 minut kazal, ker boste izdihnili v mestu. Zdaj, opera sama je pisana v dodekafonski tehniki, torej v 12-tonski tehniki in kot jo se jo predstavi, ker je modernistična, je seveda atematska, to se pravi netematska, nima niti enega dela, ki bi se ponovil, torej ni enega kosa, arije, napeva ali pa ga takšnega, da bi ga vi prepoznali. Skozi teče nek nov material, ampak zakaj velja za veristično? Velja zaradi tega resničnega, čustvenega naboja oziroma čustva, ki ga seveda mora izraziti tako glasba kot izvajalec. Predstavljate si tudi samo vlogo, ne? Predstavljate si 28, 28 minut vloge nekoga, ne? Ki mora to dejansko sam
pet celotno, to ni arija, ki traja 3, 4, 5, 6 minut. To je dejansko to. No? In to velja za eno takšnih tudi večjih preizkusov, recimo sodobnih pevk, če poskušajo seveda kaj veljati na koncertnem odru. Ok, toliko z moje strani, jaz vas vabim 18. februarja ponovno na srečanje, ki bo nekoliko bolj prijazno naravnano, ne? Ampak vprašanje, če je to veristično, ne? In upam, da sem vam približno tole idejo verizma nekako približal. Ok, hvala lepo za nas.